Zdravo, tukaj Valentin. Smo aprila 2021, ko ljudje ne morejo verjeti, kaj se dogaja, da še eno leto po razglasitvi izrednih razmer obstajajo pozivanja k nošenju mask in vabljenja k cepljenju, in da kljub temu, da se večina ljudi drži teh priporočil, se stanje še vedno ne izboljšuje. Ravno obratno. Ljudje so razočarani nad vladami držav tega sveta, sumijo politike glede korupcije, da so v ozadju drugačni načrti, ki niso v korist vseh ljudi. In vse to motivira ljudi k temu, da nekaj naredijo glede tega stanja. Nekateri se razjezijo in želijo tiste, ki jih identificirajo kot odgovorne, kaznovati, zapreti, odstraniti iz položajev. Nekateri ljudje gredo na ulice, se udeležujejo protestov, so tudi nasilni nad drugimi, nad policisti, izvajajo razbijanje privatne in skupne lastnine. Ampak ali je to rešitev? Oziroma, kaj bi bilo bolje narediti, da ustvarimo izhod iz trenutne situacije? Vsekakor je dejstvo, da na trenutne vladne organizacije, na državne organe ne moremo več računati. Da je potrebno ustvariti nek nov sistem medsebojnega sodelovanja. Doslej so z nami upravljali na ta način, da so ustvarjali določene zakone in policija, sodišča in organi pregona so nas potem prisilili, da smo te zakone upoštevali. Vendar pa smo jih bili dolžni upoštevati samo, če smo bili nepismeni, če nismo znali razlikovati med malimi in velikimi črkami. Globalna elita je uporabljala razne jezikovne trike za to, da nas je preslepila in da smo domnevno sprejeli z njimi pogodbo, na osnovi katere so nas potem lahko kaznovali, zarubili naša sredstva, našo lastnino, pobrali denar iz našega bančnega računa. In to zato, ker se nismo izobrazili glede tega, kako pravo dejansko deluje. Bili smo premalo izobraženi glede tega, kako ta svet dejansko funkcionira, in nismo bili opolnomočeni glede rešitev. Vendar pa sedaj obstajajo dostopne informacije preko spleta glede tega, kako pravo deluje, in vsak se lahko glede tega izobrazi ter se zaščiti. Nikomur ni potrebno storiti ničesar, če se z nečem ne strinja. Vsak je dolžan, da zaščiti svoje pravice, svoje interese, torej da uveljavi tisto, kar nalaga naravni zakon. Razmere na svetu nas torej v sedanjem času motivirajo k temu, da nismo samo prepuščeni
vodstvu drugih, da neka vlada organizira vse stvari v našem imenu. Prihaja čas razveljavitve vseh dosedanjih pogodb, predvsem domnevnih pogodb. Prihaja čas jasnosti, natančnosti, korektnosti, večje odgovornosti, bolj pravilnih medsebojnih odnosov. Vsak postaja vse bolj samostojen in odgovoren za vse tisto, kar počne. Prihaja čas, ko bomo vsi morali biti veliko bolj odgovorni glede življenja, glede naših notranjih procesov, v smislu, kaj se dogaja v našem umu, kakšne misli bomo dopuščali in da bomo čim bolj preprečevali razne čustvene reakcije. Družbene razmere na tem svetu lahko enačimo za 3. svetovno vojno in vse to je zgolj odraz naših kolektivnih notranjih vojn. Vedno, ko čustveno reagiramo, ko krivimo nekoga izven nas za tisto, kar čutimo v naši notranjosti, takrat smo padli na izpitu življenja. Takrat smo dopustili našo notranjo vojno. In ključ oziroma temelj za izboljšanje trenutnih družbenih razmer je to, da vsi čim bolj delamo na sebi in da zaustavimo kakršnokoli čustveno reakcijo. Rešitev je v tem, da mirno začnemo komunicirati, deliti naše interese, vzpostavljati sodelovanja in zgraditi nove družbene razmere, ki bodo najboljše za vse. Kot odlično podporno orodje za to, da postanemo sposobni obvladovati naš notranji, duševni, čustveni proces, da se bomo znali zagovarjati in korektno izražati, priporočam odličen, brezplačen spletni tečaj z imenom Destiny iProcess Lite oziroma DIP Lite. To je tečaj, ki sem ga seveda opravil tudi jaz in mi je izjemno pomagal, da sem postal bolj odgovoren in čustveno stabilen. Za povezavo do tega tečaja si lahko pogledate podatke v opisu tega videoposnetka ali pa mi pišite na Facebook in na ostale socialne profile pod imenom Valentin Rozman me najdete. Hvala za posluh in upam, da bomo čim bolj lahko ustvarili boljši in lepši svet, kot je bil sedaj.